Dragi gledalci, spoštovane gledalke, pozdravljeni v oddaji Eno jabolko na dan. Moj današnji gost je dr. Sebastian Perko, strokovnjak na področju diagnostike in oralne biološke kirurgije ter vodja in lastnik integrativnega medicinskega centra Maha iz Ljubljane. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako, če začnemo najprej pri definiciji, kaj pravzaprav je integrativna medicina oziroma biološka medicina, ki jo prakticirate v vašem centru? Zelo dobro, moderno vprašanje. Pravzaprav na tem področju trenutno vlada velika zmeda, ker po mojem mnenju kolegov iz Švice, Nemčije, Avstrije in tako naprej, trenutno medicina doživlja preporod. In seveda mi želimo kot ljudje stvari popredalčkati in ta trenutek je zelo težko reči, kaj si. Recimo v Švici, Nemčiji se uporablja izraz biološka medicina kot biologična medicina. To je pravzaprav po mojem razumevanju integrativna medicina v resnici, torej medicina, ki povezuje vse možne medicine. Moj osebni mentor, profesor dr. Tomas Rau, ki prihaja iz Švice, pri svojem delu on je specialist revmatolog, torej je delal veliko z revmatološkimi pacienti, uporabljal kortikosteroide in vse te stvari od farmacije, svoj čas. Zdaj je pa razvil nek svoj sistem, tako kot ga vsak zdravnik, se pravi integrativno medicino razvija pravzaprav vsak terapevt na nek način svojo. Če je skupina terapevtov, je ta integrativna medicina širša, če je samo eden, je malo ožja, ne pomeni nič slabega, če je ožja. Tako da pravzaprav v njegovem primeru, njegov sistem, kolikor je v Sloveniji, seveda to s stališča zakonodaje možno, vsebuje kitajsko medicino, vsebuje ajurvedo, vsebuje elemente homeopatije, elemente akupunkture, neuralne terapije, ki pri nas sploh ne poznamo, mistletoe therapy, terapija z belo omelo, tudi low dose kortikosteroide, tudi low dose kemoterapeutike in tako naprej, odvisen seveda od bolezni, ki jo človek ima. Torej, ravno 14 dni nazaj sem bil v Švici na sestanku, se pogovarjamo, in jaz sem rekel, dajmo zdaj reči temu integrativna medicina. In glih doktor Rau pravi, ta integrativna medicina, tle v Nemčiji imamo že poln kufer tega izraza. Tako da, če pravzaprav čisto filozofsko rečemo, to je medicina. To je sodobna medicina. In jaz pravzaprav ne vidim potrebe po predalčkanju. V mojem primeru uporabljam več kot 70% znanja, ki sem se ga naučil na medicinski fakulteti v Ljubljani. Ampak recimo, po moje razumevanje poudarek, recimo, ki bi ga jaz dala, je tudi to, da morda te pristopi drugače razumejo človeško telo, kot danes medicina, biomedicina, ki se usmerja v specializacijo, se pravi, gre za povezovanje, telo je enotnost, celota, ne? Ja. Morda tudi v tem smislu integrativna, ker integrativno gleda na telo. Ja. Zdaj tako, znanje, če se kot terapevti, zdravniki, zobozdravniki zavedamo tega, kar ste zdaj povedali, pravzaprav tudi na medicinskih fakultetah dobimo. Problem je samo potem ta ozka usmerjenost in sistem študija, ki je na ta način postavljen. Torej, mi smo tako rekli, kako bi najlažje to ljudem pojasnili, ker v Sloveniji imamo povsod dva pola, v politiki, v medicini in tako naprej. Imamo alternativo in imamo zahodno farmacevtsko, ortodoksno ali kakšno že medicino, in to poznamo. In zdaj mi imamo, in če damo na vertikalno ozko pa široko gledanje na človeka. To ne pomeni, da je ozko slabo ali pa da je široko, pa ful boljše. V resnici pacient, ko pride na obravnavo, mogoče rabi oboje. Torej, če rečemo, da je tle farmacevtska medicina,
ki ima specialiste, ki ste jih omenila, potem je to zelo ozko usmerjeno gledanje. Ne? In dotičen pacient morda to rab, me razumete, ne? Ker je nekaj specifičnega na jetrih narobe in ti zdaj pač vsega pa tudi ne moreš vedeti ali pa z elementi zraka, etra in tako naprej to reševati, ker je treba implementirati to znanje. Ne? In recimo, če mene vprašajo, in kje ste vi, a ne, mi smo na širokem nekje med čisto alternativo pa farmacijo. Bolj v farmacijo, če sem čisto odkrit. Jaz pri vsaki operaciji dam anestetik, je farmacevtski izdelek. Me razumete? Imate morda kakšne posebne, ki so drugačni ali ne? Pač to je zdaj 100 variant, grafenoksidi, tist, red, četrt, a ne, testirati je težko. Jaz sicer zdaj probam prek inštituta neke te stvari določiti, ampak v osnovi so stvari, ki so tudi iz te medicine, ki jih veliko iz alternativnega pola sovraž, ampak ki pridejo recimo na zobozdravstven stol, jih pa uporabijo. Torej, hočem reči, da ne, ta razdvojenost je v leta 2023 na prehodu v 2024 povsem brezvezna, ni moderna. Moderno je, da se zavedamo, a ne, da je integrativna, po mojem, zdaj, če že moramo izraz dati, najboljša. Recimo v tujini zelo veliko se zdaj reče funkcionalna medicina ali pa efektivna medicina. Ampak to je samo izrazi, a ne? V bistvu je to medicina. Se morda je to bolj z marketingom povezano, potem na koncu se mi včasih zdi, oziroma pač različni teoretski pogledi. Ja. No, če vas vprašam, kako ste vi pravzaprav prišel na to pot, kaj vas je življenjska pot, kako vas je pripeljala začeli ste kot zobozdravnik, pač klasičen najbrž? Ja. Dost klasičen, ja. Ja, torej moja osebnostna struktura je, kakor se pogovarjamo s kolegi, a ne, je medikus. A ne. Jaz pač kot osebnost sem zdravnik, jaz sem že v prvem letniku gimnazije vedel, da bom zdravnik. Takrat tudi, ko so mi sošolci rekli, ti imaš pa tako srečo, ko veš, kam bo šel že cel čas, pa sploh takrat nisem to razumel. Zdaj, ko sem starejši, to res razumem, a ne, res, če pa je, ko vidim pri pacientih, to je zelo velikokrat velik problem pri nastanku bolezni, da človek ne najde tistega smisla. Poslanstva, ja. Poslanstva in potem seveda je 8 ur na dan nekje sedeti, tam, ko nočeš sedeti, blazen stres, a ne, ki je eden od 8 glavnih dejavnikov za razvoj bolezni. Ni edini, ki se danes tako zelo radi pol zgovarjamo na stres, ko je treba prehrano spremeniti. Ne, se ni prehrana, se je stres, ne. Ampak je pa pomembna. Ne. In ta želja v meni tlela pravzaprav že, če pomislim, že odkar sem se rodil, a ne, pač to, zdraviti ljudi. In jaz sem se pravzaprav želel na medicino vpisati, pa nekako po nekem čudnem spletu, a ne, ali pa zdaj rečem lahko pač, je bilo fajn, da je bilo tako, a ne, sem pristal na zobozdravstveni, na stomatologiji se je takrat rekel, oziroma danes dentalni medicini. In sem že jaz sem seveda rekel, no, če sem na medicino prepisal, ampak potem sem že v prvem letniku dobil nek občutek, da je medicina majčkeno preveč v primežu tega načina razmišljanja sodobne medicine. Se pravi, imamo simptom, dajmo hitro eno tableto, nad se dosti nismo spraševali. Se prav spomnim, ko sem študiral za izpit, patologija je bila to, na pol knjige ugotovim, da sem čisto nekaj nemiren, naredim samo analizo in gotovim, da sem se res predmeta lotil tako, zdaj sem 2 let študiral teorijo, zdaj poznam, se orientiram v telesu in sem prav, ker sem se s knjig študiral, nad zapiskal, a ne, in sem prav spomnil, sem knjigo tisto odprl, sem rekel, no, zdaj pa pejmo do vzrokov teh bolezni. In jih do pol knjige ni bilo, samo opisovanje stanja pa nekih simptomov. Vzroki so bili pa vedno isti, stres, kajenje, alkohol, ne vem, brez veze, ne, ni brez veze, seveda je to pomembno, ne, ampak nič konkretnega. Ne. In takrat sem rekel, ne bom se prepisal, bom jaz kar tle ostal, ker nekako zobozdravstvo v Sloveniji, to je zahvaljujoč profesorju, ki je zdaj pokojni že, ki je vztrajal, da ostaja del medicinske fakultete, ker on je pa že takrat to videl, na kakšen način usta v resnici vplivajo na celotno telo. In to zdajle članki zadnje 3 leta kapljajo eni za drugim ven, ki jih prej vmes malo ni bilo, ker pa znanstveno-analitične metode niso bile dovolj razvite, da bi to dokazale.
Ker zdaj se je mogel zgoditi tehnološki napredek v mikroskopih, v reagentih, v karkoli pač že. In zdaj mi pa to lahko dejansko dokazujemo, povezujemo, recimo, da bakterija Porphyromonas gingivalis izloča gingipain, ki vpliva pri nastanku Parkinsonove bolezni. Torej, te alternativne medicine, kot jim rečemo, stare medicine, kot so Ayurveda pa kitajska medicina, pravzaprav ta pristop zelo dobro obvladajo. Ne? To, da so, večkrat sem že brala, da glava, vse, kar je na glavi, usta, zobje, so blazno pomembni za celotnim telesom in kar se dogaja v ustih, je potem lahko, v bistvu je lahko problem nekje drugje v telesu, ki se manifestira v ustih ali obratno. Ne? Torej, zakaj? Koliko, recimo, kje ste vi to študiral, če tega ni bilo, recimo, prav pri vašem študiju? Mislim, jaz sem, bi rekel, ko sem to začutil, in ker sem pač tudi zaradi nekaj, se izmeri imaš nekaj ljudi ob sebi starejše, ki se po njih zgleduješ, sem potem začel že na fakulteti malo brati o Ayurvedi. Nimam pojma o Ayurvedi, jaz nisem ayurvedski, poznam Ayurvedo, ampak nikakor ne bi šel ayurvedsko zdraviti nekoga, ker to je pač v Indiji študij, 5 let medicinske fakultete. Me razumete? Ja, seveda. To ni zdaj tam nek tečaj. Jaz sem šel narediti tečaj 100-urni zato, da jo razumem, ne zato, da bom zdrav. To pač se mi zdi, da človek ne more. Je le kompleksen sistem, tako kot je biomedicina, tako da jasno. Kaj je bilo že vprašanje? Vprašanje je bilo, kje ste v bistvu proučevali te povezave med usti in ostalimi deli telesa? In takrat sem jaz to vzporedno že bral, ko sem študiral pač to medicino. In meni je bilo že takrat jasno, da pač v bistvu to deluje z roko v roki. To zdaj, če on reče eter, to pri nas lahko pomeni, ne vem, ali pa reče agni, prebavni ogenj. To pač pomeni, koliko dobre encime izločamo, pa koliko dober žolč za presnovo maščob beljakovin. Samo drugi izrazi so oziroma metafore. To znamo danes vse razložiti, vse povedati. Dobra kolegica je strokovnjakinja, ker ima medicino narejeno in tudi Ayurvedo prakticira že, ne smem reči 100 let, da ne bo užaljena, ampak zelo dolgo in zelo veliko ve in zna te stvari razložiti. Tle sem jaz pri njej, sem delal tečaj. Dr. Biljana Dušić, se lahko povem, ker me je pritegnilo predvsem to, da je na moj zahodni ustroj uma znala Ayurvedo mi razložiti. Me razumete? In to je dejstvo, da zahodnjak pač rab na ta način povedan, Indic pa na drug način, Kitajc pa na ta tret, Američan pa spet na ta tret. In v bistvu je pravzaprav integriranje vsega skupaj spet, ne vem, integrativno. Neki nadgradnja. In glih tleje, dejansko se izkaže, da recimo določenemu pacientu ayurvedski tretman ne bo pasal tako dober. Mu bo bolj ta biološka medicina, ta nemška medicina, švicarska medicina. Sveda, ker je psihološki vidik zelo pomemben. Sej v resnici je tudi zeliščni, sej homeopatija je v resnici zeliščna lahko. Sem pač enostavno je ta sistem bolj primeren za to podnebje, za to psihologijo. 20, 30, dobro, pri nas v glavnem vsi pacienti naredimo kombinacijo, mi smo naredili to integracijo. In ta je res, res efektivna. Dokler smo delali samo Ayurvedo, je bilo super, ampak ni bilo čist, da bi rekel. Zdaj, ko smo pa z doktoravovim znanjem to zintegrirali, to je pa zdaj pa polčas ne moreš verjeti, kako dobro deluje. Torej, ko pacient pride k vam v zobozdravstveno ordinacijo, na kakšen način se z njim, kako ga sprejmete oziroma kje so te razlike v pristopih? Zdaj, vstopne poti, ne vem, zdaj to lepo ali grdo povedano, pri nas so lahko pridete na zobozdravstveni pregled ali pa na integrativno-medicinski pregled. Če pridete na zobozdravstveni, ponavadi smo mi prepoznani, zdaj že kar veliko potem, da ljudje z nekimi sistemskimi težavami pridejo. Naprimer, morajo iti na presaditev jeter, pa je treba res dobro diagnosticirati v ustih, ker takrat vsi na tem planetu vemo, da je treba
okužene zobe, parodontalno s parodontozo prizadete zobe, kovine v ustih, morda niti ne toliko, ampak predvsem ta okužbeni del, da je treba to z ust odstraniti. Ker potem bo človek mogel jemati imunosupresivna zdravila, tako naprej, in ne moreš imeti le okužbe. In mi imamo veliko onkoloških pacientov z revmatskimi obolenji, artritisi, fibromialgije, tle smo zelo uspešni. Presaditve organov, menjava kolka, zaklopka nova. Pridejo ljudje, ker vejo, da pri nas diagnostika je striktna, da je natančna in da bomo dejansko odstranili vse, kar je treba odstraniti na tak način, da bojo oni varno šli v ta poseg. In imamo kar nekaj zdravnikov že, ki nam pošlje prav specifično, ker diagnostika ni tako enostavna. Vi diagnosticirate ali se pravi, ko govorimo tudi o drugih težavah, ne samo zobozdravstvenih? Ja, se pravi, zdaj, če smo pri zobozdravstvenem, gremo tako, in se tega držimo, da mi usta res dejansko počistimo, da gre pacient varno na karkoli že, kemoterapijo in tako naprej. V tem smo izvrstni, moram reči, tudi vidimo po rezultatih, kaj se pol dogaja. Pride gospa z bolečinami in naredimo diagnostiko, odstranimo vse kovine z ust, vsa vnetja z ust in tako naprej. In potem pove, da je že po enem tednu lahko šla na sprehod za 2 kilometra, a kome je z berglami prišla do stola pri nekem artritisu. To se tako hitro poznajo rezultati. Ja, to je pač lahko ogromno vnetno breme v ustih. To je lahko za površino dlani, rane, ki že gnoj izloča, ki je vneta, me razumete, mi na dan proizvedemo liter do 2 sline, recimo, nekje ne pluvamo ven, pa če jo pogoltnemo z vsemi bakterijami. Bakterije dokazano preživijo želodčno kislino in motijo razvoj normalnega mikrobioma. Samo nekatere? Najbolj odporne, ali je to? Ja, to so pač te porfiromone iz te rdečega kompleksa, rečemo, če je to smiselno, da imena. Porfiromonas gingivalis, actinomyces, actinomicetum comitans, fusobacterium nucleatum, recimo, da jih sem par povem. Fusobacterium nucleatum, najprej je bilo rečeno, da samo povečuje agresivnost rakov črevesja, zdaj pa glih par dni nazaj sem en članek bral, da ga celo morda povzroča. Ne ona sama, veste, pri teh boleznih je to zelo, zelo kompleksno. Če imamo samo en razlog, se ne bo huda bolezen razvila, ampak ponovadi jih imamo, kot sem prej rekel, 8 približno. Teh krovnih razlogov, zaradi česar večinoma, prav o vzrokih govorim, zaradi česa zbolimo. Torej, ko pride pacient k vam, je v bistvu res odvisno od njegovega stanja. Zdaj, če pa pride na medicinski pregled, je pa vedno zraven tudi slikanje zob in tako naprej, ker pač enostavno je ta del prebavne poti preveč vpliva, da bi mi lahko zdravili, brez da to naredimo, to me je rav. Pravzaprav v to smeru, ker on dela pa z zelo, zelo bolnimi ljudmi že celo življenje, tudi potem je prepoznan z celega sveta, hodijo k njemu. In je pač rekel, jaz pacientu rečem, pa ne zato, da bi bil zloben, ampak mu rečem, da nima smisla se iti kompleksne terapije, ki žal pač je tudi na bremenu pacienta, ne na bremenu zavarovalnice, v Švici sicer imajo te sisteme razvite, mislim, da ne sicer pri državni zavarovalnici, ampak imajo pa privat pacienti možnost, ampak je rekel, pač, a veste, če to ne naredimo, mi lahko naredimo terapijo, ampak ta terapija bo kratkotrajnega značaja, ker imate vi tle toliko virov, prepomembnih virov, da se vam je to, ne da so edini, ampak to je lahko 30% celotnega bremena, zaradi katerega je nastal, in mi zdaj naredimo terapijo, pol vi se boste boljš počutil, čez 2 meseca ste po poklicu, da ni vse skupaj nič to. Ne razumete, ne? In z tega vidika je pač zobozdravstvo vključeno, ne? Zdaj, seveda se potem,
če pridete po medicinski plati pogledati tudi telo, mi delamo pač mikroskopijo v temnem polju krvi, pregledamo tam, kar v živo se to naredi, s katerega zelo veliko dejavnost o dinamiki vašega notranjega okolja izvemo. Potem se naredi ajurvedska diagnostika, tudi prehransko vas analiziramo, kaj jeste, kako jeste, kdaj ne jeste in tako naprej. Tu imate različne strokovnjake, ki opravijo te preglede, torej pacient dobi kar veliko pozornosti. Koliko časa si vzamete za pacienta? Ko pride pacient k nam, recimo 3 do 4 ure je ta osnovni diagnostičen. Iz tega se določijo smiselne laboratorijske preiskave krvi, urina, blata in na podlagi teh analiz in vsega skupaj pripravi treatment plana, ki je lahko vezan na pač to, da se to izvaja doma z minimalnimi obiski. Seveda najbolj učinkoviti so pa pač in-house, kako ne rečem, upbuilding, detoksifikacijski programi, to zdaj se sliši malo tako, ampak to so konkretni medicinski postopki, ki... To so nove tehnologije tudi? Ja, to je pač tudi v Sloveniji, malo tega poznamo. Se uporablja del teh aparatur v fizioterapiji, recimo, ampak v osnovi pravzaprav smo kopija tega, kar ima doktor Rau v Švici, kar se opreme tiče in pristopov, seveda, kar je v skladu z zakonodajo. Slovenija je tle zelo omejena. In do sreče je, da imamo ajurvedo urejeno v Sloveniji in lahko vse reči, ki bi rekel s stališča homeopatije, niso dovoljene, balansiramo z zelišči in zeliščnimi formulacijami. So dostopne te zdravila, recimo ajurvedska, tudi v Sloveniji? Slišala sem, da nekatera jih to so prehranska dopolnila. To je zdaj pač stvar registracije. Mi pač delamo s prehranskimi dopolnili, če je treba zdravila, napišemo recept, vendar tega je malo. Kar se ajurvede tiče, Evropska unija tudi bila dosta odprta in je pač, ker so to suplementi, je pravzaprav po Evropi poenoteno. Se pravi, kar je dovoljeno v Italiji, je predovoljeno pri nas, ker so bile v preteklosti, to, kar ste omenila, ena stvar je bila v Sloveniji registrirana kot zdravilo, v Italiji si jo lahko pa na bencinskih pumpi, kot prehransko dopolnilo. In to je bil res nonsens, in zdaj se je to poenotilo. Drugače pa pri homeopatiji, ki pa je registrirana, ki pa je zdravilo, tam so pa postopki daljši. Za en del tega, kar doktor Rau uporablja, zdaj prek enega podjetja ljubljanskega, mislim, da nam bo ratalo enih 5-6 čisto lepo registrirati, tako da bo to urejeno in jih bom zelo z veseljem tudi predpisoval. Še eno vprašanje v zvezi s tem, če se malček vrnem. Pravzaprav, kot razumem, so pacienti, ki pridejo k vam, velikokrat bolni, recimo, precej rakavih obolenj. Ali pri vseh teh pacientih, ki imajo rakave obolenja, v bistvu ugotovite, da imajo tudi izvor nekih dejavnikov v ustih? Oziroma, se pravi, bi vsak, zelo samozavestno trdim, da ja. Torej bi pravzaprav vsak mogel najprej to nasloviti. To je kar pomembna informacija za naše gledalce, zato ker vem, da marsikdo se s tem bojuje. Jaz imam pač med onkologi vsaj eno kolegico, s katero se pogovarjam, in prav, da pravzaprav oni vsakega pacienta pošljajo k zobozdravniku. Zdaj seveda pač smo si različno natančno gledamo na te stvari, predvsem je tle ta integrativno ali pa biološko zobozdravstvo, ki pač ne pomeni nič drugega, ampak to je neka veja, ne uradna, ampak pač v Nemčiji je to normalen, pa v Ameriki, to sem pri nas spet, imamo problem z tem nekim sortiranjem, Pač pravzaprav je to veja, ki se poglablja v povezave ust s telesom. In tle pač rabiš določene izkušnje, pač se pravi, meni je Rau, ga skozi omenjam, pač tle zelo veliko pomagal, zelo veliko tudi poguma dal, da sem prve posege naredil leta nazaj, da sem pol videl, ko pacient pride pa reče, gospa, a vas lahko objamem, pa jaz rečem, se žene ni tle, pa me dejte, Ker je taka razbremenitev vnetna, in dokler to ne vidiš, seveda si skozi mal skeptičen, Kaj nam lahko poveste, v bistvu naštejete nekaj, oziroma
deva za gledalce malo povedati, kakšne so te povezave. Recimo, kaj lahko povzroči neko stanje v ustih, nekje drugje v telesu? Recimo, za bakterije smo že povedali. Tle je pač jasno. Naštel sem 4, pa jih je še veliko več. Potem je en poseben del, ki se mu reče osteoimunologija. Kost, imunski sistem. Pri paradentozi, zdaj bom tako malo laično povedal, niso samo tiste bakterije, ki jih goltamo, pa ki nam cel mikrobiom podirajo, ki razgrajujejo kost, ker paradentoza pomeni, da nam kost gnije, pač ne znam lepš povedati, zato tudi imamo zadah iz usta, zaradi tega razpadanja. Zelo redko kdaj iz želodca, v glavnem se kar v ustih vzroki. In te bakterije v bistvu preko vplivanja na imunski sistem razgrajujejo kost in potem dobivajo hrano za svoje življenje. Recimo, to je zdaj tako zelo enostavno povedano. In zdaj, me razumete, to gre preko sistemskega vpliva in seveda porušena koordinacija imunskega sistema že avtomatsko na cel telo vpliva. Seveda, zaradi tega kroga. Ni to lokalno dogajanje. To imamo zdaj že problem uravnoteženja, enostavno pa spet povedan, imunskega sistema, ki nam ne more dobro delovati. To recimo kitajska medicina preko meridianov razlaga, kot razumem. Pa imamo to, ker sem tudi jaz svoje čase, kva zdaj te meridiani pa zobje, pa kar naenkrat takole je bil gospod 2 dni nazaj na pregledu, glih presaditev jeter, ki sem omenil, in jaz gledam njegov ortopan in rečem, a veste, katera 2 zoba imate vi mrtva, pa zelo vidne, že na dvodimenzionalnem posnetku, ogromna granuloma, oziroma 3 zobe je imel, na zobeh, ki so na jetrih. In vsi, ki so bili pri nas, vam povem, to je 99,9% ljudi, je bila težava povezana z nekim dogajanjem na tistem zobu, kateremu pač ta meridian pripada. Jaz pač po tej poti zdaj to malo spremljam. Nisem nikoli na tečaju akupunkture ali česarkoli hodil, ampak dejansko vidim, da to drži. Se pravi, zdajle samo eno mlado punco, ki je imela težavo z nekim celjenim ran in tako naprej, pa neke zobe ima občutljive, ker ne razumem najbolj zakaj. Ampak meridiansko se zelo poklop cela težava, ker morda jo moramo nasloviti tam, kjer je težava, pa bi tudi tle znalo nehati boleti. Recimo, jaz moram tudi hoditi k terapeutu, in jaz, moj prijatelj bioresonančnik, grem k njemu narediti kontrolni pregled in prav, ti imaš pa jetra čisto obremenjena. In jaz, in pol imamo neko napravo, ionska indukcijska terapija, s katero sem si nekaj tle na ustih, nekaj sem testiral in ko pridem do 3, moram tisto polje magnetno takole odmakniti, ker me zaboli, tako da tle je normalno, tle moram pa takole narediti. In na katerem meridianu je 3? Na jetrih. Ki mi on en teden prej. To so take stvari, ki so bile tako dvojno slepe. Ampak v takem primeru, kaj se začne sanirati? Jetra ali oboje? Jetra, ker zobe imam zdrave, nič ne vidim, ni plombe gor, nič ni. Se pravi, sem začel takoj delati tretmaje za krepitev jetra. Torej, lahko tudi obratno deluje ta povezava. Seveda. No, recimo, zdaj, če se dotaknemo ugriza. To je zdaj v zadnjem času veliko govora o tem. Danes vidimo ogromno odraslih ljudi, ki nosijo zobne aparate. Včasih tega ni bilo, rečeno je bilo samo v otroštvu, lahko popravite ugriz. Kako je s tem? Jaz mislim, da ne popravljamo ugriza, ampak lepoto. Se pravi, gre za estetsko, nefunkcionalno vprašanje. Ker v bistvu z ortodontijo je pač treba biti previden glih zaradi ugriza. Ugriz je zdaj spet ena od 4 modalnosti, pač integrativnega, zdaj če že moramo, pač za mene zobozdravstva, ali pa dentalne medicine, zobne medicine, to je ta pravi izraz, ki zelo vpliva na v bistvu celoten mišično-skeletni sistem celega telesa. Zdajle imamo, se mi zdi, da 8. decembra dogodek, kjer bova jaz
kolegica z našega centra in specialist, ortoped in osteopat iz Nemčije, iz Hamburga, Christoph Bäumer, bova imela online 2 dni dogodek, kjer bova te stvari povezovala. Se pravi, usta s celim kompletom, ugriz in pa on kot specialist, ortoped in osteopat, kje imamo zdaj ta stičišča, in nemška zdravniška zbornica nam je dodelila 11 kreditnih točk, kar je maksimum za tak dogodek. Ne. To sem bil tako super vesel, ne, da ti neka taka inštitucija podeli maksima, ker zdravniki zbiramo točke za podaljševanje licence, ne, in 11 točk. Torej, in to je zelo pomembno. Ja. Torej, kako, ne? Povezava je med lobanskimi kostmi najprej, ne? In ugrizom, ali kako? Čisto enostavno bom povedal. Ne? Jaz sem sam nosil ortodontski aparat. In po enih 6-7 letih so me začele šestice boleti. Tako, boleti. Jaz imam samo eno plombo v ustih. To je na eni šestici, na drugi pa nič, ampak mene sta obe šestici boleli. Sem rekel kolegu, zdaj mi to plombo za mene, zdaj, če bom imel mrtev zob, jaz ga rajš odstranim, kakor da ga imam v ustih. Tako sem se pač odločil. Zaradi drugih dejavnikov in sem že, zdaj bom mogel zob vam, pa implantat, pa vse to. On me plombo za mene prav tleninat spodaj. Mi zaplombira nazaj, mene še vedno boli. Potem razvijamo to naprej. Izkazalo se je na koncu po funkcionalni analizi ugriza, ki jo zdaj že izvajamo digitalizirano, se pravi to zdaj zelo precizno, ker prej smo s temi malci, pa s tem nismo mogli toliko. On meni skozi to analizo ugriza ugotovi, da imam 5 točk na zobeh zdravih, brez plomb, ki so majčkeno previsoke. Ne toliko, da bi jaz to čutil. In ker sem pač nočni stiskač, stiskam, jaz celo noč teh minimalno višjih točk zabijam zob not v čeljust in valjda, da me boli. Sreča, da te epizode stiskanja ne trajajo 20 minut, ker potem bi prekinil dotok krvi v zob in bi zob odmrl. Imamo take primere. A res? Ja, imamo. Pa grozno se sliši. Grozen. To vse in on je meni po zdravih zobeh pobral malo sklenine, po zdravih, zeng. Jaz sem se zjutraj zbudil drugačen. Jaz od takrat šestic ne čutim več, vse je okej. In to je ugriz. Seveda, potem pretipamo mišice, recimo kot stiskač imam tole, ki pritisnem, me orang zaboli. In zdaj smo že na žvečni mišici, ki pokriva takole gor glavo. Smo že na vratu zadaj in potem se nam pač podre. To danes vejo vsi. Ja, se recimo kraniosakralna terapija sem brala, da naslavlja tudi ta problem, da celo lahko popravijo ugriz preko te neke nežne manipulacije lobanskih kosti. A poznate to? Ali to tudi pri vas? Ja, pri nas delamo z manualnim terapeutom, osteopatom, to je spet pač te definicije, ki jih je 100. In pravzaprav razvijamo. Jaz seveda mislim, da pri urejanju ugriza seveda ortodontija, ali pač protetika, kakorkoli, odvisen od situacije, potem pa zobozdravnik, ki razume ta mišično-skeletni del, in pa tle je problem, ker se morajo praktično vsaj 2, če ne 3 specialisti, povezati ali pa ljudje, ki so povezati. Sej to je ta prihodnost. Ker je kompleksno. To pa dvomim, da lahko eden čizglih vse obvlada. Siguren ortodontija je specifična, specialistična veja, ki jo ne moreš kar tako začeti delati. Čeprav se zdaj s temi Invisaligni to skuša doseči. Torej, s temi aparati danes predvsem, govorimo zdaj o eno estetsko, pač seveda to, kar vidimo v nasmehu, ampak je verjetno tudi z funkcionalnih razlogov. Torej, vi ste rekli, da ste vam je samo malo po brusu, ampak nosijo ljudje tudi zaradi tega potem aparate? Mislim, a je to smiselno v odrasli dobi? Ja, mislim, seveda je. Smo pač družba, kjer je pač videz mora biti. Mislim, iz funkcionalnih vzrokov. Iz funkcionalnih bolj ne. Mislim, zdaj je drugo. Če nek zob manjka, pa so se zobje nagnili, pa zdaj tam ne moramo, usadka dati ali pa mostička speljati. Ja, tak aparat se zobe poravna ali se jih skuša skupaj dati, pa sploh ni treba usadka. Tega je
nekaj. Mislim, obstaja idealen ugriz, kateremu potem nekako težijo s temi aparati? Ali... Ja, tle se mi zdi, da to zdaj ni toliko moje močno področje, ampak se mi zdi, da je tle glaven problem ravno, ne? Ker se želi nek ideal na vsako telo aplicirati. Pač v integrativni ali pa zdaj v tej sodobni, moderni medicini vemo, da ni vse za vsakega. Se pravi, mi moramo človeka vzeti, ga zdiagnosticirati in videti, kje je njegov optimalen položaj. Ker z rinjenjem v nek ideal lahko naredimo tudi škodo, in ga pa začne glava boleti, ali pa ne vem, vrat, ali pa ima tenzije nekje drugje. To je zdaj nekaj, kar mi zelo poglobljeno raziskujemo, tako da tle lahko povem, da imamo zelo dobre izkušnje že na začetku, ker ljudi, ki stiskajo danes, je veliko, ljudi, ki imajo. Mislim, ta moment moj nasvet bi bil, da po končani nošnji aparata, tudi če je to 20 let star človek, da se naredi funkcionalna analiza ugriza. Zdaj mi to znamo, zdaj siguren zna še kdo drug, ni daleč od tega, da bi mi mislili, da sem mi to znamo. Je pa res, da imamo mi dober support se strani teh nemških in švicarskih zdravnikov, ki pa pač vseeno, tam so stvari pač žal bolj razvite. Na Sloveniji je to ta zdravilski del, kot je pač ni razvit, to je vse pač v neki senci poteka, nič ni urejen, nič se ne moramo izobraževati normalno. Jaz vam povem, ko grem jaz v Švico, pridem nazaj poln elana, pa ko sem 2 meseca tle že malo gledam, kam bi šel, se s kom kaj izmenim, zato da veš, da v svetu te stvari so, da se te stvari delajo, in da dejansko kot zdravnik lahko razmišljaš svojo glavo in rečeš, jaz bom pa takole zdravil svoje paciente, ne da moraš delati po smernicah, ki jih ne vem kva, tudi če ne vidiš smisla v tem. In tudi vem, da mladi zdravniki zelo, vsaj tiste, ki jih jaz poznam, so zelo nejevoljni, ampak težko je pač nekaj posebej speljati, ker ta del pač ni urejen. Me razumete, ne? No, se bo mogoče pri koncu še kakšen komentar glede tega, bi se zdaj samo še malček v zvezi z ugrizom pri otrocih. No. To je, brala sem, da je kar precejšnja povezava med nepravilnim razvojem ugriza in potem težavami s spanjem in predvsem z dihanjem. Se pravi, da nepravilen položaj jezika v bistvu povzroči potem dihanje skozi usta, ne skozi nos, in to potem povzroča nepravilne ugrize, oziroma pač tudi, da se pač cela ta čeljust drugače razvije. A vi tudi z otroci se ukvarjate, imate praviloma še ne. Praviloma še ne, ker tako, kot sem rekel, tole smo zdaj, bi rekel, 1 leto, 2 študiramo. Predvsem je bil problem vseh teh nekih manualnih tehnik, ki, veste, odtisnemo nek skrček, z malca izlijemo, malce ima neko ekspanzijo. In na koncu seveda je to v redu, ne da je to slabo, ampak pri ugrizu in pri vseh teh stvari govorimo dejansko o pol milimetra, o četrt milimetra, o desetini milimetra, ki je že tako težko naučiti delati. In pravzaprav smo zdaj nabavili nek 4D Dentistry Mod Joe, neko napravo, ki je sigurno prva v tej regiji. Jaz sem šel celo v Lyon, tam na firmo, pogledati, so mi naredili, tudi mlada ekipa, so mi bili zelo všeč, kako to izgleda, kaj to pomeni. In se mi zdi, da smo, kar se mene tiče, pač jaz sem doktor znanosti tudi in sem pač pri stvareh zelo detajlna. In digitalizacija je omogočila zdaj, da pa se lahko gremo to za neko mero gotovosti, ne da pol od 10 primerov jih 5 super, ta 5 pa nimaš pojma, pa tam nekaj. Me razumete? Zdaj že ta prvih 6 analiz, ki smo naredili, ker smo ravno prejeli to napravo, se kaže, da ta reč bo ponudila to, kar smo iskali. In zdaj, veste, otroci so pa pač občutljiva populacija, na njih pa res ne bi nekaj tako eksperimentirali. Plus, da to, kar ste opisala, tle je že spet treba nekega fizioterapeuta, manualnega terapeuta, osteopata, kakorkoli. Ampak povezava je definitivno. Ja, gotovo. Kako je pa z žvečenjem? A je res problem, da danes
premalo žvečimo, ali to povzroča tudi določene težave z dlesnimi zobmi? To je tako, jaz mislim, da ja, ampak to je nepomembno. Vsled tega, da predvsem kaj žvečimo, je zelo velik problem. Torej, dajmo se najprej ukvarjati s tem, da bomo ta prave stvari žvečili, pa bomo pa se še pogovarjali, koliko cajt na jih žvečimo. Me razumete, recimo, ne? Če človek žveči korenček ali pa če poje kos kruha, je bistveno različno žvečanje, ne? Manj angažirana so usta recimo pri žvečanju ogljikovih hidratov ali teh kompleksnih. Ja, gotovo, ne, seveda, pač hrana je zdaj mehka. Ali pa mesa, ne? Ja. Mehka hrana, veliko mehke hrane pojemo. Mislim, a vidite to kot nek vzrok? Glejte, tako je, ne, da če govorimo o integrativni medicini, o pogledu na celo telo, ne, potem itak je kuhana hrana 100-krat boljša kot surova, ne, sploh v zimskih časih, ker je lažje presnovljiva, ker pogreje, ker sabo prinese temperaturo, telo ne rabi pol to gret na 37 stopinj, pa zgubljati energijo s tem, a ne. Vnos mineralov in vsega tega in vitaminov je boljši, seveda zdaj, koliko je katero obstojen na neki temperaturi, je drugo vprašanje. Pa najbrž tudi koliko kdo česa absorbira, ne? Ki smo spet pri zdravju črevesja potem, ne? Tako, ja, ni kar vse, kar pojemo, kar gre, ne, ko kvalitetno, kam gre, to potem govorimo o presnovnih poteh, tako da če razumemo, ne prav, mislite zvečanje kot stimulacije mišičja, rasti in vsega. Tako. Ja, če vprašam tako, ali vidite morda pri ljudeh, ki se prehranjujejo na določen način, v primerjavi recimo bolj hrano, ki se jo treba bolj žvečiti, ker naredite celo anamnezo, ne, kaj človek vse počne, da imajo manj težav, ali mogoče ste tu opazili kakšne povezave ali ne? Ne. Moram reči, da ne. Bolj sem videl problem, kar je itak vedno problem, da imajo ljudje radi stvari za jesti, ki jim evidentno ne koristijo. In pol rabiš nekaj energije vložiti in reči človeku, lejte, živimo dolg. Vi ste zdaj stari, ne vem, 45 ali pa 50, ne vem, rečem pacientu, ne. To je samo 2 meseca. 2 meseca, pa počasi na to pripravite, ne jutri začeti, ne. Dejte takole jesti, recimo tole ven, to, ne vem, pač nek osnovni ustroj prehrane damo, ne. Pa čez 2 meseca tisto pojejte. Pa vam povem, da nobeden za to mizo ni sedel, ki ni rekel, sploh ne vem, zakaj mi je bilo to včasih dobro. Ja, zanimivo je to. Razumete, to sem tudi jaz doživela že. Ste? Jaz tudi. In vsi naši pacienti. Tle je sem stvar, koliko logike zraven lahko človek vklop, da razume, če ima neko bolezen, še posebej tako, ki jo za to zahodno medicinsko diagnostiko sploh ne znamo opredeliti, ne? Fibromialgija, fibrovlakno, mišica, algija boli, pa narediti ne vemo, pač analgetike malo jeste, ne? To je velik problem lahko tudi v prehrani in prej omenjenih rečeh. In če človek, ne, tako zdaj spet malo iz filozofskega stališča gledano, če razumemo, ne, da hrano jemo skozi 3-krat na dan in da hrana, pač tako, kot je Hipokrat rekel, se to že povsod piše, je tisto prvo zdravilo in dejansko je, pol neki z načinom prehranjevanja sigurno ni mogel biti v redu, če smo zdaj tle. Nekaj moramo pogledati, ne glede na to, je zdaj to dobro ali pa ni dobro. Ne. Seveda živimo v družbi, pa se tudi je pomembno, tudi jaz rad jem dobro hrano, pa lepo ta plating, pa z teh raznih oddaja, ne. Ampak zanimivo bi bilo tem oddajam dodati sam nek insert, kva se pa pol zgodi, ko jaz to pogoltnem, ker pa ni več veze, ali šala, je bilo sladko, ali je bilo ali je bilo lepo na krožniku, noter je ista godla zmeraj, ne. Ampak kaj je to pomenilo zame, pa za moje telo, ne? Ja, no, tu smo že pri nutricionistiki, vi imate tudi strokovnjaka za nutricionistiko. Ja, za prehrano, ja.
povezava je tudi z Ayurvedo, se pravi ayurvedski principi prehranjevanja ali tudi... Ja, tle moram reči, da je zelo težko, ker je tudi na področju prehrane, se vidite, kako je. Ne? En let je un keto, drug let je ne vem koga post, ta tretji let je ne vem FODMAP, ta četrt let je pač karkoli si ena hollywoodska zvezda zamislila, pa na omrežjih objavlja, pol vsi igrajo v to. Precej trendovsko, ja. Dejstvo pa je, da je to individualiziran tip. Tle Ayurveda veliko pomaga, ampak ta moment smo v fazi razvijanja tega koncepta. Ne. Se pravi, mi imamo pravzaprav, tako kot vsakemu pacientu rečem, 3 enostavna pravila v prehrani. Ne. Vse, kar je v zvezi s kravjimi mlečnimi izdelki ven, pa ne zaradi krav samih, ampak zaradi načina pridelave tega mleka, pač normalna klava mlekarica zdrava, da 4-5 tisoč litrov mleka na let, tako so me podučili. Čeprav kot mulj sem tudi pasel krave, ampak se ne spomnim, koliko smo namazali, pa danes pa da krava 9-10-11 tisoč litrov, ne, in ta mlek pač nima veze z unim mlekom, me razumete. Ne, tle se pač vsebnost beta-laktoglobolina poviša, ta pa vemo, spet vsi vemo, da pri cirka 60% ljudeh povzroča hude težave. To je prvo pravilo. Jaz tudi vse drugo, kar je v zvezi s kravo, odsvetujem. Sam sem vegetarijan sicer, ampak nisem pa zdaj, če pacient želi jesti meso, pa ga lahko, ampak ne kravjega odsvetujem. To je pač princip doktorava, se jaz od njega učim in samo povzemam. Glutena čim manj. Gluten free je zelo težko, čim manj, če sem pomislimo, koliko glutena pojemo, se ji mora biti logično, da tudi če bi to kateregakoli drugega živila pojedli, bi bil problematičen. Sej, če bi gluten jedli enkrat na teden ali pa tudi meso, tako kot so včasih 2-krat na teden. Se pravi zamenjava potem z drugimi žitaricami. Recimo, ja. Recimo, ne. To bi mogoče še enega drugega gosta lahko pripeljali, pa bi se to bolj specifično. In pa absolutno nobenega sladkorja, razen iz sadja in teh reči. To so neka temeljna pravila. To so temeljna pravila, ker če se jih držimo v 90%, bo šlo pol težav stran. Seveda. Ne. Plus tega, da moramo se zavedati, da sem se glih zadnj zavedel, da zmeraj rečem 15 let nazaj, in pa rečem, čakaj, se to je, ko sem bil jaz otrok, recimo, sem 42, je pomaranča imela določeno število količino vitaminov, mineralov, danes, to so zmerali, bi mogel 15 pomaranč pojesti, da bi eno dobil. Zdaj pa kako boš 15 pomaranč pojedel v enem dnevu, jaz si to ne predstavljam. Ne? Me razumete? Ne? Zato je cel ta trend s prehranskimi dopolnili. Mi smo zmerali 500 pacientov, graf narisan, izvidi, če koga zanima, mu dam pa naj še enkrat nariše. Vitamin D pod mejo pri praktično vseh prebivalcih, ki ne dodajajo. Vitamin B12 na nizki strani, sploh ni važno, je vegan, vegetarijanc, mesojedec, ja, seveda. Folat tudi strašno nizek. To govorimo o starosti, se poznajo tudi pri kasnejšem starosti? Jaz sem po spolu ločil, ženske ste bolj pridne, več dodajate, imate boljše rezultate, moški seveda tega ne rabimo, ker smo že po naravi, se hecamo, pač ne dodajamo in smo posledično nizki. Vam povem, da vsi, ki imam komplikacije po kirurških posegih, pač imajo vitamin D pod 35, recimo. Uradna meja sicer je 30, ampak Šokrun in sodelavci, to je pač iz regularne medicine, neki ne vem kaj, so povedali, da pri operaciji moraš imeti 50 in več. In to recimo se upošteva pri operacijah, pri vas najbolj zihar, ne? Mi testiramo, vi imate v ceni vključeno analizo vitamina D, folata, B12. Ampak recimo v kliničnem centru pa tega ne počnejo? Ne vem, zdaj kaj oni počnejo, tam to je njihova stvar, mi to počnemo tako. Ker dejansko vidimo razliko. Porabo antibiotikov smo zmanjšali za 99%. To je pa ogromno. Ja, ogromno. Prej, dokler nisem jaz še s tem se toliko ukvarjal, je teh antibiotikov šlo več. Bistveno več. Po vsakem implantatu. Zdaj antibiotik pri vsadku ne dajemo. Seveda, če pripraviš telo pred posegom, to pomeni, da je potem optimalne. Točno to. So razmere optimalne za rehabilitacijo. Tako.
No, če gremo zdaj še na področje, na katerem ste vi doktorirali, v bistvu to so materiali, ki se uporabljajo v zobozdravstvu. No, najprej ta zloglasni amalgam. Ne. Še vedno se uporablja amalgam v Sloveniji, še vedno je to v bistvu... Pa mislim, da se ne več toliko. Na fakulteti vem, da ga ne uporabljajo več. Aha. Ja, študenti pravijo, da ne delajo amalgama. Ja, jaz tudi sem zdaj, ne vem, pri 2 različnih zobarjih sem bila, pa noben ni hotel več dajati amalgama. Ja. Ampak še vedno je to tista zalivka, ki jo plača zdravstvena zavarovalnica. Ali se je tukaj spremenilo? To jaz ne vem, ker pač ne sodelujem z zavarovalnico. Ravno eden izmed pomembnih razlogov je bil ta, da so ta pravila tam taka, da jaz pač svojim znanjem in vestjo pač ne morem tistega delati, tako kot oni tam pišejo. To nič ne pomeni, da je kaj narobe, če kdo drug od kolegov to dela na ta način, ampak kar jaz vem, tudi večina se pač doplača stvari za to, da smo v modernih trendih. Amalgam je problematičen, mi smo to govorimo že odkar smo začeli delati, en čas so se malo norca z nas delali, ampak jaz sem pač na inštitutu delal, jaz imam tam profesorje, doktorje, s katerimi sem to diskutiral in sem itak že takrat vedel, kar se bo zgodilo in je bila po televiziji oddaja 14 dni nazaj ali 3 tedne, ko je predstavnik zdravniške zbornice rekel, da je pač amalgam se ukinja zaradi onesnaženja in zaradi škodljivih učinkov na zdravje. In to pač ni nobena skrivnost. Pol amalgamske plombe je živ srebro. Pa ja, mislim, še termometre z živim srebrom so nam dali proč, v ustih pa naj bi še vedno to nosili. Ja. Malo je čudno, ne? Dejstvo je, sej tle spet, če gledamo tako, razdvajamo. Se razumem. Ja, bodimo povezovani. Hočem reči, je čas najbrž, da se to umakne. Tako, materiali danes omogočajo in tle sploh ni vprašanje. V čem je problem? A je bil problem v ceni? Ja, se veste, pač v ceni je zmeraj problema, še posebej v Sloveniji, ker imamo pač zdravstven sistem, se vidite kakšen, ki ni tak zaradi zdravnikov, čeprav se to skuša suflirati non-stop. Meni, kakšen pacient rečem, tamle imate Ministrstvo za zdravje, pa Zavod za zdravstveno zavarovanje, dajte se tam zmeniti. Jaz sem se učil medicino, niti enega predmeta ekonomije, niti nič. Jaz nimam pojma in jaz se absolutno ne mislim s tem ukvarjati, ker če bi se hotel s tem ukvarjati, bi šel na ekonomijo, filozofijo, ne vem kam, in bi pa to reševal sistemsko. In tle je bilo pač, tle je ostanek socializma ali pa komunizma, kakor jaz vidim, jaz sem bil pač tam čisto na koncu udeležen v tem sistemu, da se je pač to neka pravila postavili, pa se je zelo fino zdravnike v ta prvi bojni jark postavili, vsi so jezni na zdravnike, ker nimajo absolutno nad tem, da je ta sistem tak, da smo si čisto realni. Ampak nimajo dovolj avtonomije, da bi rekli, ne, pač to ni v redu. Mislim, v tem smislu mislim, da bi morda mogla iti debata. Zdaj ste slišali, da... Vsi bi si želeli teh sprememb. Verjemte, da ga ni zdravnika, ki si jih ne bi želel. Ampak je tak čudna pad pozicija je. Politika bi še nekaj naredila, ampak če bo to naredila tako, bo zgubila volilce, me razumete, in potem se pajclamo v nekem čudnem. Jaz pač vidim tle veliko pomembnost ustanovitve zdravilske zbornice, za katero si prizadevam že en čas. Ampak je kar težko najti ljudi, s katerimi bi res to na nekem nivoju se naredila. Povezav mednarodnih imamo dovolj, da to lahko speljemo in da začnemo seveda tudi ta del nekako urejati, v smislu izobraževanja, v smislu odpiranja zadevam, da obstaja še kaj drugega, kot farmacija, pa jaz absolutno nimam nič proti farmaciji, jo tudi uporabljam, tako kot sem povedal, ampak malo bolj premišljeno. Predvsem pa, da se ustvari ena klima povezanosti in zaupanja v zdravniški poklic, ki ga ni. Zaupanja v zdravniški poklic danes ni veliko. To je težava, da je padlo zaupanje. No, mislim, pa zaupanje marsikje je padlo, marsikje ga ni. To je nek simptom, se mi zdi, te današnje dobe, tako da je treba delati na tem. Če se sam vrnemo k amalgamu za trenutek, kako se ga odstranjuje? Iz ust je pomembno. Vi imate en poseben postopek, vi ste bistveno bolj pazljivi kot večina klasičnih zdravnikov. Zakaj in v čem, na kakšen način to poteka? Mi smo celo se certificirali nek smart protokolje v okviru enega ameriškega združenja, pač to, da imamo še en papir, sicer smo že prej to tako delali.
Zdaj, amalgam, ko je v ustih, pač te kovine parijo. Mi znamo to tudi v urinu pokazati in vsi, ki imajo amalgam, pokažemo povišan živ srebro, povišan kositer in povišan srebro. To se zmer, to ni nobena skrivnost, se dokaže. Seveda, velik problem je, ko se amalgam da not, pa ko se ga ven vrta. Takrat se pa to sploh sprosti. In tle smo mi pač, imamo ta protokol, kjer mi popolnoma izoliramo ti zob od telesa. Kisik medicinski dobite zadihati, pokrijemo vas z eno plahto, tako da nič kože ni izpostavljene, na zob nataknemo neko opno, tako, ki dihta, ne klasičen kofrdam, ampak nek drug obstaja, ki čist zatesni in pol dihate sam na to, čez usta ne morete dihati, ki je zaprt. Potem imamo nek tak ogromen sesavc, ki odsesava te pare, tudi zaradi osebja neke specialne maske. Tudi zaradi vas najbrž, ki ste v čisto v stiku, ne? Sej zobozdravniki so še najbolj tlele, mislim, seveda, če se to brez tega vrta, to tam po ustih pa govta, tudi za pacienta ni fajn, da dobi pol. Dok je bila polemika, se ta živ srebro v metilirano obliko pretvori v telesu in se kaže, da celo se. Kaj to pomeni? Metilirana oblika pol prehaja kamrčke v telesu, ta je res toksična. Živ srebro kot tak je manj, če pa se to z neko organsko substanco, tako enostavno rečem, poveže, je pa to toliko bolj gre v možgane, gre povsod lahko. Tako da to je velik problem. Jaz recimo, ko sem si dala odstraniti te amalgame, se spomnim, sem brala precej o tem, pač ni se takrat našlo nikogar, ki bi delal na tak način, saj jaz ga nisem, že kar nekaj let nazaj. Pa so mi potem svetovali, da naj klorelo jem, pa naj jo zgrižem pred tem, pa potem, pa naj bom na tem. Pa sem to počela. Zdaj, koliko recimo je ena taka stvar za tiste, ki si ne morejo privoščiti nekih specialnih teh pristopov, pomaga? Klorele smo tudi mi uporabljali, na kar se je ugotovili, da to vse ni glih zdaj toliko zelo učinkovito. Tako da jaz, in tudi tako je, najboljš je to odstraniti za zaščito. To ni toliko, da si ne bi mogel kdorkoli to prvoščati, ne razumete? Torej ni to visoka cena. Mislim, da se. To je pač plomba, se zamenja, pa tudi recimo dobi se pol tudi tak kompozit, ki seveda ima pa te svoje monomere in te druge stvari, recimo pa nas uporabljamo enega, ki tega nima. Razvit material na Fraunhofer inštitutu v Nemčiji, res izvrsten material, sem bil toliko vesel, ko se je pojavil, ker seveda, če se mečke nazaj vrnemo, vse amalgam je zelo velik napredek v zobozdravstvu pomenu. Zdaj pač drugega ni bilo, Bog pomaga, zdaj pa je, in zdaj se to lahko zamenja tudi s kvalitetnimi belimi materiali, brez monomer in teh hormonskih motilcev. In to ni taka reč, da ne bi mogel nekdo 5 plomb pač si zamenjati nekje, ko se to naredi tako, kot treba. Jaz poznam v Ljubljani. Ampak koliko je takih? V Ljubljani 3 to delamo. Se pravi, je to se kar zdaj na spletnih straneh vidim, da veliko to oglašujejo in tudi sej boljš, da dajo kofrdam gor, pa tudi če nič drugega je že nekaj, pa nek tak poseben sesavček je, ampak če govorimo striktno, se pravi nekomu, ki ima neko sistemsko situacijo, bi absolutno svetoval, da je to narejeno tako, kot treba. Zdaj, mislim. Ja, seveda. Veste, pač ne dodatno obremeniti telo, seveda. No, počasi se bližava k koncu. Bi se še navezala v bistvu rekli ste, pri vas ne sodelujete z zavarovalnico, ali to ni bilo mogoče se dogovoriti, ali je to morda v planu za kdaj? Ne, pač enostavno celoten ustroj ne omogoča. Tudi bi rekel, eno je to, da se pač pravila zelo stara in se pač enostavno jaz potem ne morem ravnati, če vem, da je tako prav, jaz ne morem zdaj za voljo nekega prihodka, pa zdaj to pač ne gre. Po drugi strani pa seveda tudi finančna kompenzacija je taka, da si veste, da so pol sama doplačila, da je pol velike nejeze. Jaz sem asistiral v koncesijski ordinaciji in sem rekel, siguren se ne grem tega. Razumem. Ker itak pa v ozadju je itak nereta, mislim, itak je to kar nekaj, sploh za zobozdravstvo,
Itak pol na vrsto ne pridete, itak po, ko ste na vrste 15 minut, imamo časa za vas, ker ni problem zobozdravnika ali pa zdravnika, da se razumemo, ne? Ampak je problem kalkulacije in vsega tega in pol, mislim, sem pač rekel, ne grem Ni se dovolj. tega. Grem pač v privatno to sfero. Se mi ne da, nimam strasti ukvarjanja s financami, ampak na drugi strani mi pa omogoča, da ko jaz vidim nekaj, kar vem, da bo dobro za paciente, pač to naročim in kupam. Ne rabim leasinge, ne rečem, tole bomo kupili, z ekipo se to odločimo, zdaj nas je skoraj 40 že, rečemo, tole bomo nabavili, začnemo šparati, našparamo, plačamo, gremo dalje. Ne zdaj to, a bomo, a ne bomo, leasing, ne vem kva, me razumete. Ne? Razumem. In se rečemo, bomo tole, zdaj se dogovarjamo, da bi na matičnih celicah delali ne poskuse, zaradi nekega celjenja, ki se klinično kaže, da neki naši postopki zelo dobro delujejo pri celjenju ran, pri celjenju kosti, tudi po vsadkih, a ne. Smo že na 100.000, in pač ker smo sami svoj gospodar, bomo že lahko videli, pa še eni Avstrijci so zraven z Dunaja, pa mogoče bomo še Nemce pritegnili, pa bomo zbrali teh 100.000, pa bomo naredili še za znanost nekaj. In tako naprej. In tako si jaz predstavljam sodoben način. Torej, kar se meni bi zdelo pošteno in vem, da mladi to tako razmišljamo, da se masa denarja, če govorimo o zobozdravstvu, ki gre iz zdravstvene blagajne za zobozdravstvo, porazdeli med vse izvajalce. Sej vi plačate in jaz plačam pač zdravstveni ta prispevek pri plači in kaj moram na koncu narediti, to plačam, pa moram pa itak še samo plačniško vse plačati. Ja, to je danes pošteno? Zelo, se to ne zdi pošteno. Nelogično in Mislim, nepošteno je, ne? Ja, nepošteno, ja. No, že samo čisto zadnje vprašanje in potem bom morala zaključiti, ker se nam izteka že ta ura. Še komentar, morda k vse večjemu številu. Opažam, da je vedno več zdravnikov, ki jih privlačijo, oziroma ki se začenjajo ukvarjati s temi alternativnimi pristopi, ki niso čisto, dajmo reči, v tej doktrini veljavni, ampak širijo nekako pogled, to, kar tudi vi počnete. Torej, se vam tudi zdi, da se to obzorje klasične medicine vendarle odpira tudi pri nas? Ja, zelo. Pravzaprav bi rekel, da imamo tako unikatno pozicijo, ker Slovenci smo strašno sposoben narod, samo majčkeno moramo zdaj, ko smo stari, koliko že 30 let, ali koliko cajt smo že samostojni, počasi prehajamo v ta leta, ko bo treba širino narediti. In mi imamo zelo unikatno pozicijo, kjer lahko postavimo sistem, ki ga bojo druge evropske države sledile, ker one imajo že stare sisteme, ki seveda tudi imajo svoje pomanjkljivosti, saj ni vse rožnata, povsod, mislim, je bistveno boljše kot pri nas, Ampak glede na to, da imamo dostop do tega, mi lahko zoblikujemo zelo, zelo modern sistem medicine v Sloveniji. Seveda zobozdravstva, to govorimo o vseh medicinah, tako kot sva prej rekla. In vi imate že neko vizijo, kako bi to izgledalo? Ja, imam in nabranih že nekaj ljudi, ki bi pri tem sodelovali, in zdaj moramo pač samo najti ta čas, ker smo pa stari 40, ker imamo otroke, majhne družine, imamo itak delo svoje in je treba zdaj to dati v svoj ne vem, kako ne rečem, urnik. Ampak imamo točno to željo, ker vidimo, da je čas, jaz pač tako malo gledam življenja, veste, pač ko si star 40 do 50, 60, lahko daješ družbi, pol se moraš imeti toliko v glavu, da se umakneš, da svetuješ, ne uveljavljaš svoje misli, ker ti imaš pol še teh svojih 20-30 let, kjer lahko narediš sintezo svojega življenja do takrat, ne pa da se aktivno v neke operativne sfere družbe vklapljaš, ker v bistvu ne delaš drugega, kot zaviraš vse skupaj. Če sem čisto odkrit. Razumem, ja. Zelo redki so, ki lahko ostanejo res v, dajmo reči, polnem, vitalnem, produktivnem obdobju celo življenje. Ampak ja, to se pravi, jaz vam želim, da boste ta korak izpeljali dobro, da se boste še naprej povezovali tako dobro s kolegi. Vaša ekipa, ste rekli, koliko že šteje, 40 ljudi? Nekaj manj kot 40, ja. Hvala tudi vam, gledalci, za pozornost. Želim vam
Lep preostanek nedelje in se vidimo naslednji teden z novo temo v oddaji Eno jabolko na dan.